Halo? Helena. Helena? Živijo. Mi da so pa Filipca Loga. Živijo, dobrodošla. Jaz sem Arne. Jaz sem pa Mej. Živijo, Arne pa Mej. Zanima me, kaj je bil to za en lep zvok. Ti bi všeč? Ful. A hočeš poslušati še enkrat? Ja, prosim. Kaj so to za ene posode? Včasih boste slišali, da jim rečemo tibetanske posode, včasih jim rečemo himalajske. Bolj splošno je himalajske, ker v resnici res prihajajo z področja Himalaje. In tam so tudi največji mojstri za izdelovanje teh posod. Drugače jih najdete tudi na Kitajskem, pa na Japonskem, ampak večinoma tam jih delajo strojno. V Nepalu, ko pa greste tja, pa vidite, da je to, a vidite, tako, če primete tole, ne, pa če vidite, je tako prav s kladvom so narejene, ne, se vidi odtis tega kladva. In oni to 4 mojstri, včasih 6 mojstrov iz kovine kujejo te posode in jih potem oblikujejo. Kaj pa moramo narediti, da se te posode oglasijo? Igramo lahko na več načinov. Včasih lahko zelo enostavno, samo malo. S prstom je tak čist nežen, tih zvok, ampak večinoma pa igramo z meletami. Kaj pa so to melete? Meleta so palčke, s katerimi udarjamo po posodah. In te melete, vidite, imamo zelo različnih velikosti, debelin, različni materiali, zato ker glede na to, kakšna je meleta, dobimo različen zvok ven. In mi lahko zdaj evo udarimo. In če imamo manjšo, bo zvok drugačen. Ne? Čeprav tudi različne tone posod imamo. To je en način, se pravi, da udarimo z meleto. En način je pa, da igramo okrog posode. Slišim. Vidiš? Ali pa recimo tako. Lahko jo igramo tudi na roki, ne? Zdaj bomo mi zaigrali, vsak na svojo posodo, potem pa zapremo oči in poslušamo te posode, da odzvenijo do konca. In gremo po vrsti 1, 2, 3 in potem zapremo oči. In kako vam je bilo, kako ste občutila ta zvok? On me je pomiril. Občutek imam, kakor da ta energija potuje po celem mojemu telesu. Aha. Kaj pa ti, Arne? Ja, meni je bilo tudi ful všeč pač zato, ker ima vsaka posoda drugačen ton in bolj, ker se zmeša, je ful lepo. Za katere namene pa vse uporabljamo te posode? Ta prvi najpomembnejši namen je za sproščanje. Danes smo v hitrem tempu, pa hitimo sem pa tja, pa imamo različne obveze in potem se včasih ne uspemo ustaviti, pa se ne uspemo umiriti. Ne? In te posode nam pomagajo točno to, kar so nam zdaj pomagale. Ne? Kar naenkrat pozabiš na svet okrog sebe in sam poslušaš ta zvok. In dlje časa, ko to poslušaš, se posvečaš temu zvoku in bolj si miren. Zakaj pa imamo v tej posodi pravzaprav vodo? Veš, kaj bi vam rada pokazala? Kako zvok in vibracija deluje na vodo. Poglej zdaj. Nastanejo valovi, nastanejo vibracije in s tem mi v resnici spreminjamo vodo, nanjo vplivamo in enako se zgodi z našim telesom. Ko vibracija teh posod pa gongov pridejo do našega telesa, naše telo je v veliki meri sestavljeno z vode, tudi deluje vibracija in zvok tudi na naše telo. Zakaj se moramo pa zdaj ulesti? Zato, ker bo to zdaj čista prava zvočna kopel, tako da ležiš, zapreš oči in nič ne delaš, sam pustiš, da te zvoki vkopajo in uživaš.